Pa? Ja, prav, no. Dobro. Smo tik pred tretjo obletnico vlade, mogoče najprej kratek odziv na to njihovo nizanje vseh dosežkov, ki so jih uspeli spraviti v življenje, pravijo zdravstvene do pokojninske, ki še pride na vrsto, plačne reforme. Kako bi pod črto ocenili delo vlade do danes? Najbolj bi lahko ocenil ta 3 leta Golobove vlade potem, da pravzaprav še nismo videli vlade, ki bi imela takšno pomanjkanje samorefleksije ali pa samokritike. Namreč zelo zanimivo, kako uspešni so pri prodajanju in komuniciranju svojih obljub, nerealiziranih projektov kot velikih uspehov te vlade. Torej, obljubljenih je bilo 30 tisoč stanovanj, jih še ni. Obljubljenih je bilo 30 dni do specialista, čakalne vrste se daljšajo, torej ravno obratno. Obljubljenega je bilo marsikaj, recimo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se je preoblikovalo in je padlo na pleča delodajalcev. Obljubila se je dolgotrajna oskrba, dejansko se bo zdaj z nekim davkom oziroma prispevkom začelo že pobirati ta denar, storitev pa ni na voljo in tudi po konceptu, kakor so si ga zastavili, še nekaj časa ne bo. Torej, lahko rečem, da 3 leta Golobove vlade, 3 leta zamujenih priložnosti za Slovenijo. Oni sicer zdaj poskušajo delati neke korekcije svojih obljub in pravijo, da potrebujejo še en mandat za to. Jaz upam, da bo ta mandat že na voljo naslednji vladi, v kateri seveda si želimo, da bo tudi Nova Slovenija. Ja, mogoče še kaj pol na potem. Potem pa bi vas prosila za odziv na afero Karigador. KPK je torej uvedla že drugi postopek zoper premierja pri kršenju zakona o integriteti. Kako to komentirate? Tudi to je značilnost vseh 3 let Golobove vlade, torej razgradnja in nespoštovanje temeljnih institucij, ki morajo biti robustne, ki zagotavljajo, da naš sistem dela. Torej, tudi Robert Golob se žal požvižga na delo Komisije za preprečevanje korupcije, tudi minister Poklukar, ki zlorablja policijo, instrumentalizira za doseganje svojih ciljev. Torej, afera Karigador je takšna, da v vsaki resni državi bi predsednik vlade z dokazanimi, torej v vaših medijih dokazanimi dejstvi glede sprejemanja nedovoljenih daril, bi pravzaprav že prevzel odgovornost, politično odgovornost in odstopil in s tem razbremenil preiskavo KPK-ja. Mislim, da to terja od nas visoko politično kulturo. Predsednik Robert Golob seveda tega ni naredil in mislim, da s tem obremenjuje celoten mandat, celotno vlado, predvsem pa svoj politični mandat. Torej menite, da bi moral odstopiti še preden do postopki zaključili? Kot sem rekel, v vsaki resni državi z visoko politično kulturo bi politik na tako visokem položaju, kjer mediji razkrijejo z dejstvi, s posnetki, z vsem, pravzaprav tako nedovoljeno sprejemanje daril in seveda celo potencialno dajanje uslug v zameno za ta darila svojim političnim in siceršnjim prijateljem, kolegom, bi moral odstopiti zato, da razbremeni preiskovalni postopek Komisije za preprečevanje korupcije in da se razčisti. Komisija naj svobodno in prosto seveda preveri vsa dejstva in potem odloči. Ampak mi politiki, ki smo izpostavljeni, smo tu še na veliko večji odgovornosti in mislim, da moramo skrbeti in pokazati prvi svojo politično kulturo. Jaz bi imela še na eno drugo temo. Avstrijska, štajerska oziroma politična desnica na avstrijskem Štajerskem očitno vztraja pri vpisu himne, tokrat v zakon, ne v ustavo. Kako to komentirate, ali je to Nova Slovenija sporna poteza, očitno pač to postala realnost? Prvič, s tem se ne srečujemo prvikrat, že večkrat v zgodovini je bila slovenska avtohtona narodna skupnost tako v sosednji Avstriji kot tudi na Madžarskem, tudi v Italiji pod pritiski, raznimi pritiski. Sam menim, da moramo kot resna država tukaj stopiti skupaj. Nova Slovenija bo gotovo podprla vsa prizadevanja, ki pa so odgovornost zunanje ministrice te vlade, da zaščiti interese Republike Slovenije in pa slovenske avtohtone narodne skupnosti na avstrijskem Štajerskem in seveda odločno ukrepa
tako kot se to v kultivirani Evropi v 21. stoletju spodobi. Kako pa to razumete, to potezo? Morda tudi kot neke ozemeljske težnje? Poglejte, lahko je to tudi samo provokacija. Jaz mislim, da jo je treba vzeti resno in zaščititi interese naše slovenske avtohtone narodne skupnosti na avstrijskem Štajerskem, tudi sicer, tudi na avstrijskem Koroškem. Ampak mislim, da je pa potrebno tu ravnati državniško in jaz mislim, da nas pravo meddržavno in pa pravo Evropske unije gotovo ščiti manjšine in tu verjamem, da bo zunanja ministrica, ta vlada, storila vse, kar je potrebno, da zaščiti te interese. Ja? A lahko mogoče sam še na eno drugo temo kadrovanja, ustavni sodniki, guverner, varuh človekovih pravic, to je še nekako odprto, kaj pričakujete? Poglejte, kolikor sem seznanjen, sam zdaj že nekaj časa nisem bil na pogovorih v uradu predsednice republike, kolikor sem seznanjen, kolikor razumem ta, bomo rekli, neke vrste premor v postopku. Mislim, da tisti, ki so najbolj odgovorni za to, torej koalicija in pa predsednica republike, iščejo ustrezne kandidate. Vidimo, da tudi zaradi, bomo rekli, žalostnih nesoglasij med predsednikom vlade in predsednico republike smo tu imeli nekaj neuspešnih poskusov, žal. To ni dobro za te postopke, to ni dobro tudi za ljudi, ki se jih je na nek način, če lahko po domače rečem, skurilo v teh postopkih, ker pač niso dobili ustrezne večine. Jaz verjamem, da se bosta zdaj oba, prva dva najbolj odgovorna, torej predsednica republike in predsednik vlade, lotila zadev tako, da bosta našla kandidate, ki bojo lahko imeli zagotovljeno širšo podporo in da bojo potem tudi te inštitucije, ki so zdaj pa že nekaj časa brez svojih vodstvenih kadrov, torej brez svojih vodstev. Recimo guvernerja nimamo že nekaj časa in ker nimamo guvernerja ali guvernerke centralne banke, tudi nimamo glasovalne pravice v Evropski centralni banki, nimamo varuhinje človekovih pravic. To ni dobro, kajti vidimo, da je veliko državljanov, ki se obračajo tudi na nas, ker ocenijo, da so jim kršene človekove pravice v občevanju z državnimi organi in institucijami. Tako da tu bomo mi, kot vedno do sedaj, konstruktivna politična stranka. Mi se zavedamo svoje vloge in svoje odgovornosti in na tak način do zdaj tudi ravnamo in bomo tudi vnaprej. Podprli predlog predsednice za varuhinjo, gospod Dijano Možina Zupanc, nekako je razumeti, da jo koalicija podpira in se čaka še na vašo podporo. Gospa Dijana Možina Zupanc je bila samo potencialno ime za kandidatko, tako da mi jo kot uradno kandidatko še nismo spoznali. Torej, bila je v nekem preliminarnem preverjanju, tako da zaenkrat čakamo, kaj bo predsednica republike oziroma koga bo predsednica republike dejansko predlagala in potem se bomo lahko odločali. Ampak predsednica je dejala, da si bo prizadevala pridobiti podporo za dotično kandidatko. Kandidatka se je vam tudi predstavila. Torej, kakšno je vaše stališče? Je to primerna kandidatka za vodenje te institucije? Nam se je predstavila kot morebitna potencialna kandidatka. Jaz razumem, da je kot namestnica varuha sicer delala dobro, ampak hkrati je bila prva ocena, da je biti varuhinja človekovih pravic zelo zahtevna funkcija, tudi drugačna od biti namestnik. Tako da nekako se še nismo opredelili, ker seveda ni kandidatka in čakamo na to, kaj bo predsednica republike oziroma koga bo predsednica republike predlagala, da se bomo lahko potem naprej opredeljevali. Vaš odgovor bi se navezala prej, rekli ste, da bi si želeli biti v naslednji vladi. Ali se tu vidite z SDS in na kongresu so predstavili svoje pogoje, namigli so tudi, da se v nekaterih strankah, s tem se misli tudi vašo, obeta menjava vodstva. Kje ste tu, vztrajate, da bo jeseni še vedno po statutu programski kongres, ga boste morda spremenili volilnega? Nova Slovenija je resna stranka. Vsaka resna stranka si želi oziroma si prizadeva dela za to, da bo sodelovala v vladi. Čas opozicije je samo čas, bomo rekli, priprave na to, da seveda okolikor volivke in volivci tako odločijo in če pride do takih razmerij političnih sil, da lahko stranka vstopi v vlado. Mislim, da imamo mi v 3 vladah, v katerih smo sodelovali, veliko
rezultatov za pokazati in delamo za to, da bomo v tem prihodnjem letu še pokazali na to, kakšne načrte imamo. Mi vemo, da je potrebno urediti poslovno okolje, da je potrebno dati mladim priložnost najprej, da pridejo na trg dela in si hkrati tudi uredijo ali kupijo ali najamejo dostopno stanovanje. Mi vemo, da je potrebno tudi poskrbeti za eno osnovno vrednoto dostojnega diskurza v družbi in zato si bomo prizadevali. Mislim, da bomo uspeli prepričati ljudi, da smo dovolj dobri, da potem tudi sodelujemo v vladi. Kakšna bo ta vlada, je pa preuranjeno govoriti, kajti sami smo videli, da imamo še domačo nalogo za narediti. Mi moramo dovolj volivcev, torej več kot 500 000 volivcev na bloku pripeljati najprej na volitve in da bojo glasovali za desno sredino in potem se bomo lahko pogovarjali oziroma delili funkcije oziroma prevzemali odgovornosti. Šli na parlamentarne volitve z istim predsednikom v NSI-ju? To je pa stvar naše odločitve, kolikor do zdaj sam ravnam, sem vedno lojalist, mi imamo predsednika, predsednik ima vizijo, predsednik ima tudi načrt in do zdaj vedno vse delamo dogovorno. Tako da zdaj govoriti za čez eno leto je verjetno preuranjeno. Jaz sem vedno tisti, ki je v sklopu politične stranke konstruktiven in dela za to, da je pač ekipa homogena in enotna. In tu bom pač tisti, ki bo vedno za to delal. Nova Slovenija je nekako zdaj na stališču, da ne v vlado z Blokom in ne v vlado z Janšo kot predsednikom SDS. A boste morali do prihodnjih volitev mogoče ta svoja stališča nekoliko omehčati, sicer boste obsojeni nekako na opozicijo? Poglejte, mi smo bili že v 3 vladah, ki jih je vodil isti človek. Imamo nekaj političnih izkušenj. Mislim, da smo se v teh vladah tudi dobro odrezali, dodali morda celo več, kot je bil naš politični delež ali pa prevzeta odgovornost. Morda so nekatera opozorila ali pa nekatere izjave v preteklosti bile posledice političnega konteksta. Mi moramo vedeti, da so razmere dan današnji precej drugačne, kot so bile pred 5 leti, kot so bile pred 3 leti. Mi smo v pokovidnem obdobju, mi smo v obdobju, ko se krepijo radikalizmi, levi radikalizmi in desni radikalizmi. Mi smo v obdobju, ko se je v ZDA zgodila velika sprememba v njenem vodenju in vodenju, bomo rekli, mednarodne politike. Mi smo tudi v obdobju, ko je vseeno Evropska komisija bolj desno-sredinska, kot je bila v preteklem mandatu in mislim, da se bo treba v Sloveniji tudi na to odzvati. Predvsem bo Nova Slovenija vedno tista sila, ki bo zavračala sodelovanje z radikalno levico in z radikalno desnico. Radikalizmi v naši družbi v današnjem času nimajo mesta in to je treba zavrniti. Kako bo pa po volitvah, bojo pa odločili pravzaprav volivke in volivci. Mi moramo najprej opraviti svojo domačo nalogo, jih dovolj prepričati, v bistvu tudi kot blok pripeljati, kot sem rekel, več kot 500 000 volivk in volivcev, da bodo glasovali za nas in potem se bo odločalo o tem, kdo bo sploh v vladi, kdo bo njen predsednik, predsednica in tako naprej. Mogoče samo še zadnje vprašanje, če ste se že odločili, ali se boste na parlamentarne volitve podali samostojno, skupaj z SLS-om, morda demokrati, kje ste tu z dogovori? Nova Slovenija, kot ste opazili, zato me to tudi sprašujete, je vedno politična sila, ki združuje, ki skuša združevati. Nam je škoda prav vsakega glasu desno-sredinskega volivca, ki bi šel v nič. In mi smo priča trenutno nekemu pojavu novih ali pa tudi manj uspešnih, še starejših ali pa tradicionalnih političnih strank na desno-sredinskem bloku, ki morda imajo bolj ali manj slabšo perspektivo, da bi prestopili parlamentarni prag. Mi želimo biti tista stranka, ki je platforma za neko združevanje in sodelovanje. Dokončne odločitve seveda še ni, ker je tu več dejavnikov. Jaz sam menim, da v osnovi najbolj preprosta zgodba je vedno iti na politične oziroma na volitve samostojno, ampak hkrati pa, ko gre za prihodnost naše države, moramo vsi stopiti korak nazaj, pogledati, če lahko
omogočimo, da čim manj glasov gre v nič in poskušati združevati. Če seveda ni interesa na drugi strani, potem do tega tudi ne bo prišlo. Hvala lepa. Hvala vam. Lep dan želim.